V soboto 13. oktobra so v večernih urah oder prireditvene dvorane v MC Patriotu zasedli glasbeniki iz Poljčan. Nastopile so skupine Mushrooms in Tropski pingvini. Mushrooms je skupina 5 glasbenikov, ki preigrava večinoma avtorske pesmi, uvrstili bi jo pa v zvrst alte rocka s primesjo funka. Njihovi sokrajani, 4-članska skupina Tropski pingvini, pa so tisti, s katerimi skupaj igrajo že 6 let. Skupina nima ustaljene zvrsti glasbe, saj imajo člani zelo različen okus poslušanja muzike in ravno to je tisto, kar njihovo glasbo naredi zanimivo. Nekateri komadi so hitri, energični, spet drugi pa počasni, polni glasbenih popotovanj. Nekaj jih je malo depresivnih, a tehnično zelo izpopolnjenih. Na koncert skupin je glede na to, da niso ravno na vrhu slovenskih glasbenih lestvic, prišlo veliko ljudi, kar daje znak, da ljudem ni vseeno za lokalne glasbene skupine in jim vedno nudijo podporo, ki jo neuveljavljene skupine še kako zelo potrebujejo. Koncert skupin Mushrooms in Tropski pingvini je potekal v okviru projekta Play Patriot, ki poteka vsake 2 meseca in mladim neuveljavljenim glasbenikom ponuja priložnost, da se predstavijo širšemu občinstvu. V soboto 20. oktobra je na odru prireditvene dvorane MC Patriot potekal release party nove zgoščenke lokalne skupine Heretic, ki je izdala svoj drugi album pod imenom New Era. Z njimi so nastopile tudi skupine Burn Fuse in Before the Murder. Heretic so mlada 5-članska metal skupina iz Slovenskih Konjic. Igrajo mešanico trasha, metalcora in groove metala, kar so skupaj poimenovali kar trashcore. Zgledujejo se po velikih glasbenih imenih, kot so Lamb of God, Pantera, Killswitch Engage, Parkway Drive, vendar kljub temu skušajo in se trudijo ustvarjati drugačen in predvsem svoj stil igranja ter glasbe. Njihov repertoar zavzemajo izključno avtorski komadi. Začetki ustvarjanja segajo v leto 2008, aktivno pa delujejo dobri 2 leti. V začetku leta 2008 so izdali svoj prvi EP z naslovom From Anger to Pain v sodelovanju s producentom Tomažem Rebernakom, na katerem je 5 avtorskih komadov. V mesecu aprilu 2012 so v Salzburgu v Rock Hard studiu posneli svoj prvi album s priznanim producentom Lorenzom Antonuccijem, ki je izšel jeseni, natančneje 20. oktobra 2012. Burn Fuse je slovenski metalcore band iz Celja. Pričeli so delovati jeseni 2010. Sodelovali so s Fun Parkom Rogla in z njihovimi posnetki naredili promocijski videospot. 2-krat so se udeležili tudi natečaja Show Rock na Štuku in prišli v finale. Bili so predskupina že številnim znanim glasbenim skupinam, kot so Bigfoot Mama, Hladno pivo, Zablujena generacija, Mi2, Last Day Here, Inmate in drugi. Marca 2012 so izdali svoj prvi album Not Too Late. Snemanje je potekalo v Killing Production v Laškem. Before the Murder so band, ki preigrava melodični hardcore. Prihajajo iz Prekmurja. Po nekaterih spremembah v ekipi so se leta 2010 vrnili na sceno in začeli pisati novi material. Takrat so izdali tudi EP z naslovom Ruins, ki je doživel pozitivne kritike tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Konec leta nameravajo izdati svoj prvi album, ki ga snemajo v avstrijskem studiu Massacre Studio s producentom Albert Mario Lampl.
program Mladinskega centra Dravinjske doline so v soboto 29. septembra popestrili stand-up komiki Jernej Celec, Aleš Novak ter hrvaški komedijant Domagoj Pintarič. Za sobotni večer so pripravili izdatno dozo smeha. Konjiško mladino so tako zabavali s šalami na račun najbolj aktualnih dogodkov in pestrih političnih tem. Prav tako so se gostujoči komiki dotaknili večnih tem, kot so odnosi med moškimi in ženskami. Mladinski center pa obljublja, da bo še naprej skrbel za smeh in zabavo v lokalnem okolju. Da znam za Šmarje Prešah, a veste, kje je Šmarje Prešah? Dajme velik aplauz, da ve, kje je Šmarje Prešah? Ja, no, prihajam iz Male Pristave, pri Šmarje Prešah, ampak živim po Ljubljani in živeti v enem manjšem kraju, pa v mestu, je kar par razlik. V Ljubljani, če bi kdo hoče kartico poslati, mora vedeti točen naslov. Če se zmoti z eno številko, jaz kartice ne dobim. Šmarjo je malo drugač. Lahko napišeš Aleš, a te delo v železarni, mojo psa, živim olveni Šmarja, dobim. Ni panike. Če se recimo rekreativno ukvarjaš s tekom, če greš laufat malo, v Ljubljani, če te sosed vidi iz boka, si bo rekel, veš, malo bom imel slabo vest, bo rekel, kurba, viš, jaz bi tudi mogel. Veš, on pa že trenira, jaja, maraton bo kmal tu. Malo ima slabo vest, Šmarjo je malo drugač. Ko letiš mimo prvega soseda, ko ima kmetijo, veš, ki tam neki prelaga, neki kida, veš, prav na faci mu piše, tako tisto. Koliko ima pa tudi cajta? Štefka si ga videla, tako mu je bilo dolg cajt, da je šel laufat. Tule ima vilja, pa da ga vidimo športnika. In Šmarjo imamo vedno, tam mi smo ful blizu Rogaške, po četrtka, in oni imajo ful turizma, mi ga nimamo nič, pa smo skozi malo favš. Vedno tako gledamo, kurba, mi bi tudi kaj imeli. Problem je, ker se mi ne znamo niti obnašati do turista. Ko vidiš Šmarčan Šmarjo turista, ga gleda, kot da je videl neko redko ogroženo žival. Tako gre ta dva Šmarčana, vidita enega, tako prija se neki menta. A ga vidiš? Da ga ne usplašal. To je ful redek primer Japonca, mogoče Kitajca, nisem čisto ziher. A še on prija do tebe, da hoče nekaj vprašati, pristopi naprej. Hello, do you speak English? Yes, I'm Bishen. In on tak, aha, okay, do you know where is Sladka Gora? Eno lokalno znam reči, da se poznate mogoče Sladka Gora, ja, se upravičujem, ja, itak da veš. Do you know where is Sladka Gora? In on, yes, Zuckerberg. You go. Direkt. Pa levo na konci. Levo. Verstehe? Levo. Se je tako strašno, se spet ni treba smejati, no, se tudi ne ve, kak boljše, no. Ne, se. Ja, drugače, že kar nekaj let nazaj smo šla s kolegom na Triglav, peš, iz Šmarja. Po dolgi hoji smo prišla do Vranskega in kapitulirala. A veš, ko imaš žule na nogah, večje kot s tvoji prsti, pol veš, da si premalo treniral, oziroma ugotoviš, da bi mogel trenirati. In ko se kakšna tako stvar spomniš, pa greš delati, jaz to vedno v našem fotru prej povem, vedno mu grem povedati, kako bedarijo, še prej, ko grem delati. In on nič ti ne bo rekel, prvo bo dobil tisto faco, veš, tak tisto. Pa zakaj se je glih naš to spomnil? Reče pa nič kaj, reče pa v bistvu, lej, že veš, to je vse. In potem, ko ti ne rata, to, da ti ni uspelo, to ni najhuje. Stopiti pred fotra, to je najtežje. Potem ta se že malo smeji. No, kaj sem ti rekel? Stari, ti si rekel, že veš. Ja, pa si vedel? Ne. No, kaj sem ti rekel? Mladinski center Dravinjske doline je v sodelovanju s klubom dijakov Dravinjske doline in klubom študentov Dravinjske doline ponovno organiziral sobotni turnir v šahu. Na tekmovanje se je tokrat prijavilo 8 šahovskih navdušencev. Med vsemi tekmovalci je uspel največ dobrih potez odigrati Matevž Plankelj.
Drugo in tretje mesto sta si priigrala šahista David Brečko in Kristjan Kašca. Zmagovalci so prejeli simbolične nagrade in se skupaj z ostalimi obiskovalci zabavali ob ritmih po izboru hišnega DJ-ja.